intuitivni navdih za teden od 20. do 26. julija. Panika. Panika je tisti strah, tisti resnično močan občutek, ki se stopnjuje oziroma ko se seštejejo vsi strahovi, pridemo v paniko. In ti strahovi se ponavljajo večkrat in večkrat v življenju. In ti strahovi so močnejši in močnejši vsak trenutek, ko se ponovno pojavijo. In ko stopimo v paniko, ko doživimo to paniko, je ta strah resnično močan. Popolnoma nas ohromi, dejansko nas da v neko tako paniko, da v bistvu norimo, hkrati pa ne moremo storiti nekaj racionalnega, pametnega, kakorkoli. Pred nami se narišejo prizori, ki so se ponavljali v življenju, ki so nas resnično dali v globoko trpljenje oziroma bolečino. In ti občutki se pojavljajo, če jih prej ne rešujemo, če jih pomedemo pod preprogo. Dejansko se ti občutki sestavijo oziroma oblikujejo tako resnično močno kepo strahu, ki pa se spremeni v panični napad. In ta panični napad pride samo z rahlim dotikom prsta na kožo in že se zdrznemo in že smo v tej kepi strahov, v tem paničnem napadu. Kajti tudi ta mali drzljaj, mala stimulacija nas spomni na to dejansko močno občutenje. In kaj narediti v taki situaciji? V taki situaciji se moramo samo objeti. V taki situaciji je potrebno, da objamemo sebe, da objamemo ta strah, da se damo v klobčič, prekrižamo roke in začutimo svoje telo. Da nas nekdo drug, tisti, ki mu zaupamo, močno objame in hkrati pomiri, če sami tega ne zmoremo. Takrat rabimo resnično varno in močno roko, ki nas objame. Takrat je potrebno, da se umirimo in da začutimo to varnost, če si jo sami ne moremo dati. Kajti mnogokrat je ta strah tako močan, ta panika tako močna, da ne dovolimo. V bistvu bi najraje pobegnili, vendar v tem trenutku moramo ostati na mestu, se preprosto objeti in predihavati to bolečino, to grozo, to paniko. Predihavati, kot da bi plavali iz globine morja, v kateri smo se znašli, na površje. Plavati in dihati in spuščati tisto, kar je v nas. Počasi spuščati vse tisto, kar se je nabralo. S predihavanjem, kot da bi predihavali porodno bolečino. Tako močno, tako intenzivno, da se začne telo s tem, ko tako intenzivno diha, utrujati. In ko bo telo utrujeno, se bo tudi pomirilo. In takrat bo telo resnično začutilo sebe. Duša se bo nazaj vrnila v telo, kajti prej je zbežala v tisti paniki. Sedaj se pa z dihanjem, dih za dihom vrača v telo in je
sposobna zaznati, da je telo mirno in zato je varno, da se vrne. To je le nekaj napotkov za možnost ustavitve tega močnega strahu, panike v tem tednu, če se bo pojavil vam oziroma če se bo pojavil komurkoli okoli vas. Hvala in sledite svojemu srcu ter svojemu dihu. Vaši zmaji.